ta razlika, ki je ta človeški faktor, ki pa ga ti prenašaš noter čez to svoje freestyle učenje, a ne? Ki pa je drugačno učenje, a ne? Ker če ti greš spet na Google, boš spet lahko sam bral, lahko pogledaš video, ki ti nekdo pokaže, ampak ni personaliziran, a ne? Se pravi, ni namenjen prav tebi, ampak je, eni se najdejo noter, eni ne, enim paše, enim ne. Medtem, ker tvoje učenje je personalizirano, kar si ti zdaj razvila, a ne? Ja, tisto, kar bi tukaj povedala, je, da jaz se vedno sprašujem, kako pridem do ljudi, s kakšno energijo jih lahko navdušim in okužim. Če sem jaz zamorjena in tam grem nekaj predavati, kdo me bo poslušal? A veste, kaj je moje pravilo? Če me prvih 15 minut učitelj mene, ki me je prišel učiti, ne navduši, jaz se poberem ven. Ker mi je prvih 15 minut me je ubil. In jaz se vedno sprašujem, zakaj otroci do 6. leta se tako radi učijo, so željni, napredujejo in potem gredo v šolo, morajo sedeti. V bistvu, kaj se je dogajalo? Do 6. leta so lahko tekali, so skakali, tako je pomembno skakanje za otroka, pa vrtenje, pa vse te koordinacijska gibanja in tako. Potem nas pa posedejo in kar je najhujše, ko nas posedejo, mi moramo biti pri miru, a naše telo ne pusti, ono bi rado se guncalo na stolih, ne, pa ne vem, tudi mene ni rit pustila sedeti, ne, pač enostavno nisem mogla. In zakaj? Zato sem tudi razvila drugačne oblike učenja. Za tiste učence, ki ni dovolj samo slušno slišati tisto, kar učiteljica govori. Ali pa meni ni bilo dovolj, da sem si v zvezek zapisala, pa še to linearno, tako, ne. Ja, mama mi je pokazala miselne vzorce, s katerimi sem se jaz rada učila, ampak jaz vem, da predvsem fantje, ne marajo miselnih vzorcev. In zakaj bi jim jaz morila s temi miselnimi vzorci, če jim lahko profesionalne plonke pokažem? Ker je ful manj za jih narediti, ful je hitro se jih naredi v primerjavi s tistim pisanjem. In tukaj sem se začela spraševati, zakaj nekdo, ki je 4., 5., 6. razred ali pa 7., je že vsa zamorjen, vsa zategnjen, da on ne mara učenja, ne mara šole. In poglejte, cel čas, celo življenje se učimo, celo osnovno šolo mora narediti, celo srednjo 4 ali 5 let, cel faks, če greš še na magisterij in ti imaš celo pot učenja pred sabo. A si ga boš naredil, da se imaš fajn, ali si ga boš naredil, da imaš zagulen, brezvezen, dolgočasen life. To je tisto, kar moraš pretehtati sam pri sebi. In jaz sem se odločila, da se bom imela fajn tudi skozi stvari, ki so težke, ki mi pomagajo, da napredujem. In zato je to tisto, to je tista moja strast, kako lahko navdušim še druge, da poučujejo z mano, da navdušijo še oni druge.